Foodporn je eden izmed na spletu najbolj razširjenih hashtagov, pod katerim najdemo fotografije poželjive hrane, industrija pa lahko prek njega sledi svoji kupni moči. Izraz se je v 70. letih prejšnjega stoletja sicer pojavil kot opis hrane, ki naj bi bila nezdrava, kot domnevno pornografija. A naša gostja je vzela zadevo veliko bolj dobesedno. Samanta, ti si fotografinja in avtorica projekta Foodporn. Odkot ideja zanj? Ideja za projekt je prišla zaradi mojega faksa, Naravoslovno-tehniške fakultete, kot zaključni projekt za predmet fotografija na magisteriju. Odločila sem se delati hrano zaradi razloga, ker nisem nikoli prej. Sama ideja ključnega Foodporna je prišla kasneje. Idejna zasnova je bila hrana na golem modelu in potem se je to razvijalo. Pri tem si tudi sodelovala z Lejo, ki je bila kreativna direktorica in se nam zdaj javlja iz Londona. Živjo, Leja! Živijo. Leja, kaj te je vodilo pri dodelavi koncepta? Prva ideja je bila, da bi nekako naredili, da bi prikazali tipične slovenske jedi, tiste, ki tako vsi jih imamo v radi, ampak niso lih estetsko lepe ali pa tako rečeno instagramable. Ampak pol tekom sestavljanja koncepta sem malce gotavala v smer asociacij ženskega telesa s tabuji in v bistvu cel ta editorial je statement, da žensko telo je lepo in se ga ne smemo sramovati, pa tudi če malček marmelade pokaplja po stegnu. Leja, najlepša hvala. Samanta, tako na fotografijah, denimo jagodičevja postane menstrualna kri, riba postane vagina. Kako pa je bilo fotografirati dejansko hrano na živem modelu? Fotografiranje je bilo kar zahtevno, zaradi hrane, ki se je topila ali pa hladila ali pa se je mogla hladiti, pa se ni. Pa še namestiti to hrano na samem ženskem telesu je tudi kar izziv, ker ne stoji tako, kot naj bi. Tako da je bilo kar zahteven shooting. Si pa ti želela, da so v samem projektu tudi ribe. Zakaj? Zato, ker sem edini del ekipe, ki je Hrvatica in sem hotela nekaj svojega dati noter, pač ne samo slovensko. Cel projekt ste predstavili tako v Ljubljani kot v Londonu. Kakšni so bili dejansko izzivi? So se razlikovali v Ljubljani in v tujini? V Ljubljani so se bolj osredotočili na komentiranje slike z jožkami, ki je namazana z marmelado. Medtem ko v Londonu so se bolj osredotočili na ribe, ki prikrivajo genitalije. Tako, to je ta neka razlika, koliko je bolj odprto v Londonu vse skupaj bilo. Ampak kakšni pa so bili komentarji? Kar pozitivni komentarji in bili so zadovoljni s prikazom dejanskega hashtaga Foodporn. Najlepša hvala. Hvala vam. To je za danes vse. Če se nas še niste nasitili, pa skok na naš Facebook ali pa Snap, ker najdete hranljive klipe za vse okuse. Eni so zelo mastni. Uživite! Če vam je bilo to všeč, potem kliknite tukaj spodaj. Ali pa tle spodaj. Tukaj nekje spodaj. Hvala.